Dobrodošli na Kozmo odru. Tako kot pri prejšnji okrogli mizi se mi zdi prav, da tudi pri tej na kratko spregovorim o naših gostjah, in sicer Judita Železnik je dolgoletna predstavnica za odnose z javnostmi podjetja Kozmetika Afrodita in predvsem izjemna sogovornica, ki svoje strokovno znanje deli na kozmetičnih predavanjih tako doma kot v tujini. In ker je bilo podjetje Kozmetika Afrodita ustanovljeno daljnega leta 1970, smo prepričani, da se zaradi svoje poklicne vloge še kako dobro zaveda, kako se soočiti z vsemi različnimi izzivi in voziti slalom med njimi v tem pestrem poslovnem okolju. Z menoj na levi tako je Kaja Berlot, to je naša Kaja, je izvršna urednica revije Kozmopolitan Slovenija. Kaja je svojo pot na Kozmopolitan v bistvu začela že kar precej let nazaj, in sicer leta 2014, ko se nam je pridružila kot pripravnica takega tradicionalnega uredniškega pripravniškega projekta Hud Job. Nato je svojo pot nadaljevala pri nas kot novinarka, leta 2018 pa tudi kot urednica portala kozmopolitan.si, kar je še danes. Z inovativnimi prijemi predvsem in drugačnimi projekti in svežimi idejami si prevetrila naš prostor in v preteklih letih zabeležila kar nekaj velikih uspehov in letos aprila seveda postala tudi izvršna urednica revije. Še zadnja naša sogovornica je pa gospa Alenka Dojanovič. Ona je ženska, ki je v podjetju Radenska že tudi precej časa in tam se je znašla v bistvu po nekem naključju. Postopoma je spoznavala delovanje podjetja, svoje poslanstvo pa je naposled našla v komunikaciji. Ni le vodja odnosov z javnostmi, temveč tudi direktorica gospodarsko-interesnega združenja Lokalno, v katerem energijo posveča predvsem povezovanju, razvoju in izvajanju trajnostnih projektov. Dobrodošli. Seveda, začele bomo z tem v bistvu glavnim vprašanjem, ki si ga zastavljamo. Kako in zakaj lahko blagovna znamka na nekem tržišču preživi toliko let? Recimo Kozmopolitan 20. Torej, kaj po vašem mnenju dela podjetje trajnostno z vidika obstoja na tržišču? Pa mogoče kar Kaja s teboj začnemo. Hejla. Meni se zdi, da kar se tiče Kozmopolitana, je najbolj pomembno to, da nam bralke zaupajo. Se pravi, da zaupajo informacije, ki jih delimo, da zaupajo uredništvu, da zaupajo našim projektom, in jaz mislim, da smo mi tukaj 20 let zato, ker vejo, da v Kozmopolitanu lahko najdejo zanesljive informacije in odgovor na vprašanje, ki ga mogoče nikomur drugmu niso uspeli ali pa si upale postaviti. Dober dan, še z moje strani. Pri Radenski bom pa rekla, da je tako. Vsako stoletje je posebno. Torej se počutim tukaj kot babica, saj jih štejem že 152, ampak v prvi vrsti pri Radenski gre za kakovost mineralne vode. To je v bistvu naše temelje, to je kraljica med vodami in to je tudi bogatstvo, ki si ga ne lasti samo Radenska, ampak tudi lokalna skupnost. In tukaj bi izpostavila tole, da ta blagovna znamka Tri srca, ta ljubezen do Radenske je v bistvu rasla z sovaščani, z vsemi ljudmi, ki so kdajkoli v svojem življenju delali za Radensko, ker naš direktor namreč rad poudari, da še v Sloveniji ni sreče osebe, da ne bi ali delala v Radenski, ali pozna nekoga, ki dela v Radenski, ali pa bil enostavno zaljubljen vanjo. Tako da, toliko z moje strani. Ja, jaz lahko rečem, da mi našo blagovno znamko Afrodita Cosmetics čutimo. To je v bistvu duša našega podjetja. Je pa res, da je nastala oziroma je zato tako uspešna, kot je danes, ker deluje na podlagi vrednot. To je zelo zanimivo, ker je pred menoj gospod o tem govoril. Pri kreiranju blagovne znamke je izjemnega pomena, da si postavimo tiste ključne vrednote. In jaz sem res ponosna na to, da lahko rečem, da je naša ključna vrednota poleg lepote, kateri služimo, jasno, so predvsem izdelki.
izdelki, njihova kvaliteta, njihova vsebina, za katero nam je mar že celih 50 let in več. Žal nam je, da lansko leto, ko smo praznovali 50 let obstoja, nismo imeli moči, da bi lahko v javnosti stisnili vsako roko, sprejeli vsako čestitko osebno. Ampak vendarle tudi preko novodobnih digitalnih medijev je šla naša zgodba ne samo širom Slovenije, ampak po svetu. Druga velika vrednota podjetja je pa poštenje. Poštenje, da se trudimo, da držimo tiste obljube, ki jih dajemo ne samo ustno, ampak tudi z našimi izdelki, in poštenje do potrošnikov, se pravi, da dajemo obljubo, ki je vredna tega denarja, ki ga plačajo za izdelke. In mislim, da ob neki zasnovi blagovne znamke je izjemnega pomena, da si najprej zastavite, kaj so tiste vaše vrednote. Vrednote, osebnostne vrednote vas kot lastnikov blagovne znamke se pretakajo v vrednote blagovne znamke, niso predpogoj. Pri nas je pa večina, se pravi, lastničenih osebnih vrednot našla pot tudi potem kot temelj vrednot same blagovne znamke. Hvala. Ja, Alenka, prej ste omenili eno zanimivo dejstvo in to je, da ste v bistvu s podjetjem na tržišču že častitljivih 152 let. In tukaj se mi poraja neko vprašanje in to je, ali v bistvu blagovna znamka z leti postaja močnejša, ne? Če se navežemo na to, je v bistvu vam lažje po toliko letih delovati, a ne? Ker pač imate z nekimi trgovci že dolgotrajen odnos, poznate navade kupcev, kupci vas sprejemajo, ali je to po drugi strani v bistvu težje, ker morate v neki moderni dobi še vedno slediti svoji tradiciji in tistim nekim originalnim načelom? Tako kot se časi spreminjajo, se tudi potrošnik spreminja in tako se tudi mora podjetje prilagajati. Tako kot sem rekla, kakovost je v bistvu temelje. Ni pa dovolj. V bistvu v poplavi današnjih blagovnih znamk v našem segmentu je težko priti do potrošnika, ki smo ga imeli izpred desetletji, in pa do novih potrošnikov, ki še nimajo utetoviranih 3 src vase. Mogoče nonoti še niso prenesli tega na njih, ne. Tako da pristopi so vedno novi. Vedno se učimo, v bistvu spoznavamo in včasih nam spodleti in včasih nam uspe. Najbolj pomembno je to, da si vztrajen, da neguješ tiste odnose, ki jih imaš. Tudi to smo prej slišali, ne? Torej, negovanje odnosov in potem vzpostavljanje novih odnosov. To je v bistvu ključnega pomena. In ne glede na to, kako edinstveni smo in kako je blagovna znamka, s 3 srci poveš vse, novemu potrošniku ne poveš vsega. Tako da je vedno potrebno nove poti iskati, da ustvariš te pozitivne momente v njihovih življenjih ob tvojih proizvodih. No, ampak eno je v bistvu, da podjetje obstane na trgu oziroma znamka, drugo pa je tudi, da produkt, ne, ki produkt iz neke kategorije, recimo, če se tukaj direktno navežem na kozmetiko, ne. Kozmetika vsako leto predstavi toliko novih izdelkov, da se mi zdi, da vsem že malo meša od tega, in da v bistvu nek produkt po vseh letih še vedno spada med neke najbolj priljubljene produkte Slovenk, ne. Se pravi, Afrodita je leta 1970 javnosti prvič predstavila kremo za obraz s kamilico. In jaz lahko iz prve roke povem, da dekleta na Kozmo uredništvu to kremo dejansko uporabljajo in jaz jo kupujem babici in jo nosim k njej v dom za ostarele. Tako da to je resnična zgodba, koliko prilagajanja v bistvu, če sploh je bilo potrebnega za obstanek te kreme in se pravi za obstoj in njeno priljubljenost. Jaz bom rekla, da lansko leto ob 50-letnici sem imela res izjemno zanimivo nalogo, da sem zbrala skupaj teh naših 50 let delovanja, ker naša ustanoviteljica in direktorica gospa Danica Zorin Mijošek je izjemno skromna oseba. Ne vem, če veste, po poklicu je kozmetične stroke, zato teh novodobnih marketinških znanj pač ne postavlja v prvi plan, bi rekla, kar se tiče nje same. Zato ima pač vzpostavljeno svojo ekipo sodelavcev. Ampak zanimivo je to, da v tej skromnosti
vseeno ljudje želijo slišati zgodbo, ne samo izdelka. Naša blagovna znamka se identificira z njo, ne nazadnje je tudi mama vsake kreme, ki jo lansiramo, hkrati tudi izbor, posrečen izbor po bogini lepote in že od samih začetkov jo odkriva kot eno izjemno osebo, ki je v tistih časih imela občutek ne samo za posel, tudi za kozmetiko, prvenstveno za kozmetiko. In iz čisto tiste preproste zgodbe iz narave je pač pri svojem delu potrebovala kremo, ki ne iritira. Se pravi, če je ustanovila svoje kozmetične salone, je ob čiščenju obraza kožo stiskala, iritirala. Koža je bila pordela, srbeča. In zato je potem potrebovala izdelke, ki jih seveda takrat ni bilo, ker časi niso bili podjetništvu preveč naklonjeni, in je našla v Ljubljani kolege kemijske tehnologe, ki so ji potem pomagali narediti to prvo kremo. In jaz sem lansko leto potem naredila to zgodbo v desetletjih, ne moreš spremljati teh rezultatov oziroma teh sprememb, ker včasih ni dovolj, da samo zadovoljiš te marketinške ali pa parametre trženjskega spleta komuniciranja. Včasih se ti zgodi nepričakovano, da se na primer zamenja ključna sestavina, da se zamenjajo konzervansi, ki jih recimo izdelek ima. Se pravi vsebina izdelka in si zopet primoran zgraditi nov izdelek. Ampak v bistvu v nekih teh 50 letih je ob različnih podobah krema nekje ostala približno enaka, bi rekla, s tem, da smo morali na žalost ključno sestavino kamilico, ekstrakt kamilice, začeti pridobivati iz Hrvaške, kajti slovenski dobavitelj jo hrani v alkoholu. In danes je na primer nesprejemljivo, da imaš v veliki večini izdelkov alkohol prisoten, in zato smo pač morali recepturo spremeniti. Da zaključim, vedno je potrebno prisluhniti mnogim aktivnim dejavnikom izdelka, potrebam, povpraševanju tako kupcev, vseh deležnikov v procesu nekega izdelka, tako dobaviteljem kot seveda tudi potrošnikom, željam, ne nazadnje tudi našim trgovcem, preko katerih se širimo do potrošnikov. In vse te parametre je včasih kar zahteven posel koordinirati, ne nazadnje imamo preko 700 različnih izdelkov, ampak zato pač smo vzpostavili tako močne ekipe. Kar je mogoče posebnost podjetja, je ravno to, da želi direktorica imeti vse te agencijske posle v podjetju. Mi imamo svojo lastno agencijo v agenciji za komuniciranje, imamo svoj dizajnersko-grafični oddelek v hiši z številnimi zaposlenimi, vse laboratorijske dele imamo pokrite v lastnih laboratorijih, od mikrobiologije, vsega tega, se pravi, lahko konkuriramo nekje, bi rekla, svetovnim podjetjem, ne samo slovenskim, ne. Ja, proti toku časa se bori tudi Kozmopolitan in zelo dobro koraka z njim. Zdaj ena anekdota oziroma anekdotica čisto iz uredništva. Ko smo pripravljali tole rojstnodnevno številko, smo z dekleti v uredništvu listale po starih revijah, ampak ne starih 5 let, ampak starih 10, 15, tudi prišle smo do prve številke. In ko smo to listale, smo si kar težko predstavljali, kakšen v bistvu čist napredek je doživela blagovna znamka iz vidika nekega vključevanja neke različnosti. Zdaj recimo, če pogledamo, Kozmopolitan je pričel vključevati tudi na naslovnice različne rase, različne postave. Imamo tudi nosečnice, celo moške, in tega se poslužujejo v bistvu predvsem Američani, ki so nek paradni konj blagovne znamke. Tako da kaj je mogoče tukaj eno besedo, kako se je Kozmopolitan v bistvu tekom časa prilagajal zahtevam družbe? Tako bi rekla, Kozmopolitan se je spremenil v smislu teme, seveda dizajna, v določenih aspektih se je spremenil, ima njegov point, njegov glavni namen ostaja isti. Ko je leta 1964 išla prva številka Kozmopolitan v taki obliki, ko jo poznamo danes, obstajajo sicer že prej, je bil glavni namen tega, da v reviji ruši tabuje in odpira teme, o katerih se takrat pač na glas ni govorilo. Takrat je bil to seks, predvsem recimo vloga ženske v nekem razmerju, v družbi, v svetu.
Zdaj mogoče o seksu že dovolj odprto in odkrito govorimo, ne govorimo pa mogoče tako odprto o kakšnih drugih temah, naprimer o tem, da določene ženske ne želijo imeti otrok. Pač po tem v reviji bi začeli, recimo lih zdaj v rojstnodnevni številki imamo eno podobno temo. In smo se lotili tega iz vidika ne samo žensk, ki ne želijo otrok, tudi iz vidika žensk, ki ne morejo imeti otrok, iz vidika žensk, ki imajo otroke, tega ne razumejo, iz vidika ženske, ki imajo otroke in to sprejemajo. Kar želim povedati je, da časi se itak spreminjajo in ti se njim moraš prilagajati z izdelki, s temami in pač zanima me, kjer bo naslednji tabu, ki ga bomo rušili. Tako. Bomo počakali. No, Alenka, ampak Radenska kot Radenska pa ostaja ista, ne? To je mineralna voda z istim okusom. Je pa tako, kot ste povedali na začetku, a ne? Preživeli ste v bistvu več kot stoletje, kar pomeni tudi obe svetovni vojni, a ne? Kako se je v bistvu vaše nagovarjanje ljudi spreminjalo skozi ta čas? Pa kakšne priložnosti so prinašala ta kritična obdobja? Ne? Se smo v bistvu že na začetku govorili o tem, da je bila v bistvu korona na nek način neka zelo dobra izkušnja in neka odskočna deska, ampak čisto nasplošno v bistvu skozi zgodovino, če se ozremo. Je tako, v bistvu iz osebnega vidika bom povedala, da eno prelomnico, ki smo jo doživeli pred kratkim, je bila zamenjava lastnikov. In tukaj smo zaposleni res začutili nekaj, kar se nas je dotaknilo, ker smo si mislili, od zdaj naprej bo pa vse drugače. Eno je, če si doma na koncu Slovenije, kjer Slovenci v bistvu redko zaidejo. Drugo pa je, ko v bistvu pridejo tujci in postanejo lastniki blagovne znamke, ki jo nosiš v srcu. In tukaj smo v bistvu bili zelo prijetno presenečeni, da so veliko pozornost posvečali temu, da so spoznali in spoštovali našo tradicijo, da so se res poglobili v našo zgodovino. In ja, naša zgodovina je bogata. Nikoli nismo prenehali polniti mineralne vode. Nekoč je bila Radenska še skupaj z zdraviliščem Radence, tako da takrat so se terme začasno ustavile, ampak Radenska mineralna voda se je vedno polnila. Današnji časi so drugačni iz vidika brenda. Nismo več, ko naročiš mineralno vodo, ne povejo vsi Radenska, ne? So še druge na polici. Ne? Je pa tudi z mojega vidika komunikacije tukaj veliko pozornost posvečamo tudi zaposlenim. In tukaj se vse začne. Mislim, da boste v uredništvu to potrdile, ker tukaj se rodijo ideje, tukaj je tista energija, ki jo bralci potem začutijo, ko prebirajo te članke. Ne? Tako da enako je pri nas. Mi v bistvu polnimo z ljubeznijo. To je zdaj kičasto povedano, ampak zato je veliko treba storiti. Ko so spremembe, ljudje jih težko sprejemamo, je potrebno veliko interne komunikacije. In če se zdaj vrnem na to korono, ko ste jo omenili, tukaj smo res mi v bistvu postali kreativni in smo poskušali uporabiti vse vzvode moderne tehnologije, ki jih nismo vešči. Vseh teh videokonferenc, snemanje videofilmčkov. Ampak smo to naredili zaradi tega, ker smo bili razdeljeni zaposleni v dve skupini. Imeli smo zaposlene, ki so morali priti v službo in polnilnica je morala polniti vodo, zato ker smo mi tudi v bistvu odgovorni za zaloge voda v kriznih situacijah na državni ravni. Po drugi strani pa smo imeli zaposlene, ki smo bili obsojeni oziroma zaklenjeni doma. In potem smo v bistvu, vodstvo je bilo tukaj zelo kreativno in pogumno, bom rekla, naš direktor se je kar snemal iz Slovaške in pošiljal videoposnetke zaposlenim v tovarnem, kjer smo v bistvu predvajali te videoposnetke, da vejo, da smo z njimi, kljub temu, da fizično nismo tam prisotni. Jaz mislim, da se je to v preteklosti tudi dogajalo. Radenska ne bi preživela, če ne bi skupaj držali v prvi vrsti zaposleni, potem pa se to navzven nekako čuti. Dobro, pristopi v 50 letih v marketingu so bili drugačni kot danes, ne? Vedno smo bili mogoče malo tudi pred časom. Vedno smo posnemali tudi kakšne take reklame, ki mogoče niso bili vsem po godu, ampak to smo bili mi. Pač inovativni, kreativni, malček naprej, malček mogoče drzni in mogoče nam to tudi danes pomaga, da si upamo, ker čutimo, da je tako prav. To je pa zdaj kar malo čustveno.
Saj prav. Ampak pol v bistvu se vse vrne spet nazaj k temu, kar je povedal oziroma izpostavil tudi Denis, da vse temelji na dobrih odnosih, v končni fazi ne samo v neki delovni ekipi, ampak tudi s ciljno publiko. Jaz bi tukaj vprašala tebe, Kaja. Blagovna znamka v bistvu potrebuje tudi to, da se veliko energije vloži v dober odnos z nekimi bralci. Vemo, da so pač mediji običajno nekako enostransko komunikacijski, se pravi, mi kot revija dajemo revijo ven, bralke jo berejo, ampak kako, ne moram reči, da je mi, da poveš zbranim, vzdržujemo komunikacijo s svojimi bralkami, če damo tukaj na stran družbena omrežja? Nam komunikacija z bralkami pomeni daleč največ in točno zaradi tega organiziramo tudi take dogodke, kot je ta danes, in točno s tem namenom smo, mislim, da lani oziroma predlani, začeli serijo dogodkov, ki se kličejo Kozmo Brunch. To so dogodki, na katere uredništvo povabi 10 bralk in je namenjen točno temu, da bralke uredništvo vpraša točno to, kar jih zanima. Da mi vprašamo njih, kaj bi one želele prebrati, poslušati v naših podcastih, gledati v naših videotih. In pač dogodki so trenutno, mogoče ena zdaj od teh stvari, ki si jih želimo obuditi po tem enem letu hibernacije na spletu. Ta drugi način pa je, recimo ta pri reviji, ti nimaš takoj stika nazaj z bralko, kaj je bilo njej všeč, kaj ni bilo všeč na spletu, to možnost mi imamo. Mi vidimo, kateri članki so vam všeč in na ta način probamo razumeti, kaj bi želele brati v reviji. Tako da kakršnikoli predlogi, če zdaj vključimo nazaj družabne medije, zelo priporočljivi na Kozmopolitan Instagramu, Facebooku in TikToku. No, ampak Judica, tudi vaši izdelki morajo biti pač v koraku s časom, ker se zdaj o tem pogovarjamo. Delate vi svoje nove izdelke tudi na podlagi odzivov svojih strank? Meni se zdi recimo osebno to zelo pomembno, ker v neki kozmetični industriji v bistvu konkurirate v Sloveniji toliko tujim, zelo močnim blagovnim znamkam. Se pravi, da pripelje neko dekle, ki gre v trgovino, da bo posegla po nekem slovenskem izdelku in ne tujem. Vsekakor je to prihodnost oziroma bi morala biti naša sedanja, žal to ni. Kot sem omenila, mi izdelujemo preko 700 različnih izdelkov v 22 državah. Z vzpostavitvijo spletne trgovine smo seveda globalni igralci. Kozmetična industrija je specifična, zelo zahtevna, ker vsako leto narekuje trende, narekuje novosti, da poveča potrošnjo. Se pravi, pri vas potrošnikih vzbujamo potrebo, jo prikazujemo, čeprav je mogoče nimate. Zato seveda mi kot nek resni igralec na področju moramo vzdrževati tempo. K temu nas silijo tudi, dobesedno silijo trgovinski sistemi, kjer je borba za obstoj na policah dejansko dobesedno krvava, bi rekla temu, vsakodnevna. In v bistvu bi si želeli večje segmentacije, se pravi boljši kontakt z vsakim posameznikom, kajti res v zadnjih letih se kaže, tu je tudi ključ do sedanjega uspeha, da prisluhnemo potrošnikom. Vsak potrošnik ima svoje lastnosti kože, svoje potrebe kože. Če smo včasih v kozmetologiji poznali 4 tipe kože in to je bilo, a pa nekaj stanj, je danes to čisto drugače. Ogromno različnih stanj zaradi okolja, zaradi prehrane, zaradi načina življenja. Veliki pojavi nezadovoljstva kože, seveda, zato ker je okolje onesnaženo, prav tako pa si nanašamo nepotrebno in preveč kozmetike velikokrat. Je potrebno, da razmišljamo o tem, ampak normalno to deluje preko družbenih mrež. Zadnje leto vzpostavljamo tudi sodelovanje v obliki ambasadorjev, ki nam pri tem pomagajo. In dejansko vidimo, da tudi lažje na ta način prihajamo do potrošnikov. Ne gre samo za prodajo izdelkov. Pri nas je pomembno, da dajemo pravi koži prave izdelke, ne da prodamo za vsako ceno. In v Sloveniji nam je to leta zdaj odlično uspeva, zato ker smo šli med ljudmi s promotorsko mrežo, imeli smo svoje lastne medijske dogodke, kar nekaj na leto, tudi z vašim uredništvom. In takrat, ko prideš v stik s kupcem, imaš čas, da se mu posvetiš, da mu pomagaš izbrati pravi izdelek.
In to je bistvo naše zgodbe. No, v zadnjem letu, dveh pa temu ni več tako. Zgubljamo ta kontakt z potrošniki, prihaja novi val alfa generacije. Ravno sem globoko v TikToku, moram povedati, ker ga bomo v kratkem lansirali. Res, da me to dela mlajšo in bolj živahno po srcu, ampak o moj bog, ne. Ja, to je realno stanje. Dejansko je pa res, da vsak človek ima kožo. Koža je naš največji organ. Vsaka zdrava koža se najraje boža. To vemo in zato je tu naša odgovornost res tako velika, da uspemo doseči vsakega potrošnika in njegove potrebe. In posledično temu smo v zadnja leta potegnili eno tako presenetljivo potezo, bi rekla, da smo močneje začeli izpostavljati vzporedno blagovno znamko, poleg Aphrodita Cosmetics, Aphrodita Professional. To je ta neka butična izvedenka, ki zadnja leta tudi s pomočjo ambasadorjev postaja bolj prepoznavna, lažje dostopna in tudi cenovno dostopnejša širši mreži potrošnikov. Je pa ravno tako, deluje, hvala lepa, vem, da poznate naše šote za nego obraza. In dejansko so pa to izdelki, kjer targetiramo na podlagi profesionalnega znanja, se pravi na podlagi kozmetične stroke na nek problem. Pa naj gre za odpravljanje celulita, naj gre za odpravljanje neke dehidriranosti in podobno. In to je tista pot, ki mislim, da nam dokaj uspešno že uspeva, pa tudi v bodoče nam bo še bolj in temu smo se bolj posvetili, se pravi kreiranju vzporedne blagovne znamke. Zdaj, vi bi se začudile, nič takega, kar paše v Kozmopolitan in vplivneže, to je Koprivov šampon, žal. Mi smo še vedno ljudsko podjetje in kamorkoli greš, vsak pozna Koprivov šampon, še bivši predsednik Milan Kučan si z njim pere lase. Ja. Je tako, ampak tu se vidi zopet ta trend, kako se vračamo k naravi, kako res ne potrebujemo vsega tega, kar tudi mi z nekimi marketinškimi obljubami pač moramo povzročati potrošnikom. Potem je zelo izjemno popularna marmelada. Ta je seveda prekosila vsa pričakovanja, tudi naša, bi rekla takrat pred 7 leti. Že razvijamo zopet novo uspešnico leta 2022. In pa mogoče bi rekla v zadnjem času Art of Tanning, to so proizvodi za samo porjavitev, ker pač Slovenke želimo biti lepo porjavele, pa se čim manj izpostavljati škodljivim sončnim žarkom. Je pa resno, da smo 2017 imeli izmerjeno raziskavo Ipsosa, ki nas je postavila v Sloveniji kot blagovno najmočnejše prepoznavno blagovno znamko v kategoriji nege obraza. V kategoriji nege telesa pa smo pristali na drugem mestu za to blagovno skupino DAV. Tako da Slovenci nas poznajo, nas uporabljate, seveda pa prihajajo novi mali Slovenčki, za katere moramo seveda s takimi medijskimi orodji, kot je TikTok, sedaj poskrbeti, da nas bodo tudi oni uporabljali. In glede na to, da je verjetno v publiki zagotovo katero dekle, ki si želi oziroma dela na tem, da ustvari neko svojo blagovno znamko in jo seveda posledično tudi obdrži na tržišču, mogoče kakšna modrost vas izkušenih oziroma nekih brandov, ki so se toliko časa uveljavljali na slovenskem področju, mogoče kratek cukrček za na konec z enim stavkom, kaj bi jim svetovali? Jaz še zmeraj izhajam iz spleta, tako da bom tudi zdaj to potegnila noter. Meni se zdi, da je treba prisluhniti ljudem, kakšne so njihove težave in s tvojim produktom ali pa v mojem primeru vsebino rešiti njihovo težavo. Tako da to jaz mislim, da pri nas funkcionira. Jaz kot najstarejša bom pa dejala, ne odnehajte, ne prehitro odnehati.
Hude statistike so o tem, koliko ljudi se loti nove stvari in na začetku smo vsi excited in to bo šlo in potem tisto navdušenje usahne. V srcu veš, da je prava stvar, pa kar ne čutiš več tistega zagona, treba je vztrajati. Treba je vztrajati, zato ker marsikdo obupa in včasih je v bistvu pravi recept za uspeh samo vztrajati. Tudi če ni nekaj časa rezultatov, biti pogumen, vztrajati, če čutiš, da to, kar delaš, je prav, da ponujaš vsebine ali pa proizvod, za katerega veš, da služi ljudem. Ker danes vsi to potrebujemo. Spet sem preveč čustvena. Kolegica predstavlja svojo blagovno znamko in blagovna znamka so emocije. To je zdaj razumem. Ne, nazadnje imate tudi 3 srčke na zapestju. Res je vse to, kar smo povedali, dejansko je pa vseeno treba poudariti tudi eno zelo pomembno stvar, to pa je znanje. Se vidi, da educiram v svojem poklicu, ampak dejansko znanje je moč, to je nek stavek, ki spremlja mene in vse nas in danes žal izgublja prvotni pomen. Dejansko je poleg čustev, ki jih gojite do svoje blagovne znamke, potrebno znanje. Znanje brez emocij, torej analitični pristop. Kaj želim doseči in katere vzvode potrebujem na tej poti. Kje bom poiskal te izvode, ali se jih bom priučil, ali jih bom našel s pomočjo sodelavcev in podobno. In ko boste osvojili to, je za vas ni meja. Samo mogoče na primeru prakse, ko sem jaz začela predstavljati blagovno znamko, me je motivator, ki me je učil javnega nastopanja, povedal, o čem se vi pogovarjate, ko morate pristopiti k neznancu, na letališču, na primer. Najlažje se pogovarjamo, če ne kadimo, seveda se pogovarjamo o vremenu. Pristopiš in rečeš, ne, lepo vreme, ali pa upam, da bomo med poletom imeli lepo mirno nebo. Je rekel, kaj ste vi meteorolog po poklicu? Ne, nisem, kaj pa ste kozmetolog? Ja, zakaj se pa ne pogovarjate o kozmetiki? Pa VTF? Ne moreš prideti pa reči, čujte, vi imate pa lepo kožo, ali s čem se pa negujete. Ja, lahko mu to rečeš, zakaj mu ne bi to rekel, če to poznaš, če je to tvoje področje dela. Če bo on rekel, da si čuden pa prfrken, kaj potem, vse ti greš naprej na svoj izhod pa na svoje letalo. Nikoli več v življenju te človek ne bo videl. Je res ali ni? In to je tehnika, vidite, zdaj sem vam predstavila tehniko, vzvod, ki deluje. In take male vzvode si morate poiskati, ali iz okolice, ali pri strokovnjakih in pogumno naprej. Hvala. Pa smo pa res zaključili v nekem čustvenem slogu, a ne? Ma kdo še kakšno vprašanje? Ne? Zdaj lahko čakam, tako kot je prej Denis. Še malo počakam, 10 sekund, noben ima. Pol pa še en aplavz za zadnjo okroglo mizo oziroma njegove udeleženke. Hvala za lep pogovor, za modrosti in ja, to je to. Mislim, da smo lepo zaključili, ne?